Dolgoletna sekretarka Zveze prijateljev mladine Krško Vida Ban se spominja, kako je bilo na zadnjem srečanju Zveze pionirjev Jugoslavije v Sarajevu, kjer sta skupaj s sodelavko Danico Zalokar vodili slovensko delegacijo otrok. Takrat pač nismo slutili, da je to zadnji zbor otrok oziroma pionirjev Jugoslavije. In ti spremljajoči dogodki, ki so nas spremljali, mislim, te okrogle mize, ti pogovori med predstavniki iz drugih republik naše takratne države, so pač bili zelo, bom rekla, drugačni od naših pogledov. Kakor dodaja, je bilo med predstavniki nekaterih republik čutiti močna trenja. Med srbskim predstavnikom in med predstavnikom iz Kosova, je bilo tako, bom rekla, tako različno, tako različni pogledi so bili na teh pogovorih, na teh nastopih, da smo odšli pač takrat iz Sarajeva, bom rekla, z enim takim grenkim občutkom, ker smo videli, da se pelje ta zgodba naše države kruto naprej v, bom rekla, negativno smer. Začetek 90. let je bil za Zvezo prijateljev mladine Krško precej negotov. Še več, za delovanje te organizacije je bilo to morda celo najtežje obdobje, meni aktualni predsednik Vinko Hostar. Če se ozremo nazaj, je Zveza prijateljev mladine Krško preživela kar težka obdobja, 30 let in več nazaj. No in potem smo rastli, z našim pozitivnim delom smo pridobivali ugled in pa verodostojnost, tako da nas danes že mnogi pocukajo za rokav, ko je potrebno kakšno zadevo urediti v zvezi z otroki, družinami, mladostniki. V Zvezi prijateljev mladine Krško letno izvedejo približno 15 projektov, a so zaradi trenutnih razmer ti nekoliko okrnjeni. Z začetkom tega koledarskega leta smo uspešno začeli izvajati projekt Evropa v šoli in pa otroški parlamenti. Potem pa se je začelo čas, ko se je pojavila korona, so nekatere aktivnosti se zmanjšale, tako da so tudi delavnice, ki jih izvajamo v našem dnevnem centru, z manj otroki ali celo nekatere smo morali celo odpovedati. Trenutno poteka obdarovanje z dedkom Mrazom. Občina Krško je nabavila darila, Zveza prijateljev mladine Krško pa ta darila skupaj z društvi, vrtci razdeljuje otrokom po občini Krško. Gre po sistemu drive-in. Vsako leto otroke iz manj spodbudnih okolij peljejo na morje in smučanje. Družinam pomagajo s paketi hrane in z oblačili, tistim s šoloobveznimi otroki pa so z nabavo računalnikov nekoliko olajšali izobraževanje na daljavo.